No, torej nadaljujemo z drugim delom panela. Zdaj bo svojo predstavitev imela docentka doktorica Urška Štrle, ki se ukvarja z zgodovino spola in zgodovino migracij predvsem in predava epistemologijo zgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti, kjer sem tudi jaz nedavno imel veselje gostovati. Skratka, predajam besedo. No, kot lahko vidite z naslova. Kako? Aha. Bojo, sej. Tudi če kaj zamudijo, sej vse posnet. Tako da. Torej, kot lahko vidite iz naslova, bom danes govorila o enem od največjih ljubljanskih podjetij, ki je ravno letos marca praznoval 150-letnico ustanovitve. In ima kar obsežno, moram reči, arhivsko gradivo. Ampak danes dostopno gradivo v fondu Ljubljanske tobačne tovarne, kolikor je obsežno in raznovrstveno, ne naslavlja različnih zgodovinskih tem v času njenega obstoja na enakomeren način. Nasprotno, različne dobe zrcalijo različne administrativne standarde in poslovalne politike, razlike v odnosu do statusa tobačne industrije in ne nazadnje spreminjajoče se valorizacijske senzibilnosti tistih, ki so gradivo odbirali v arhiv. V perspektivi dolgega trajanja opazovanje družbenih vidikov nesporno predstavlja velik izziv, ki se ga je potrebno lotiti z epistemološkimi razmisleki in z vključitvijo čim širšega spektra virov. Drugi izziv pri sestavljanju tega prispevka se nanaša na vprašanje, ki že dolgo nagovarja svetovno stroko in je verjetno naslovilo tudi marsikoga izmed vas. Kaj je revščina? Kako jo definirati in kako jo meriti? Na tem mestu si bom pomagala s sodobnimi konceptualnimi okviri, ki revščine ne določajo le z zaslužkom, ampak skozi celovitejše prepoznavanje temeljev družbene neenakosti. Poglobljeno razumevanje fenomena revščine torej pogojuje usporejanje številnih družbenih parametrov. V jeziku sodobnih raziskovalcev in mislecev je govora o multidimenzionalnosti revščine. Če močno poenostavim, elemente, ki jih velja vzeti v ozir, sestavljajo zaslužek in premoženje, pripadnost družbeni skupini, življenjski pogoji in osebne življenjske naložbe. S tem, da naložbe tu ne mislim v finančnem smislu, ampak v smislu intelektualnega kapitala oziroma kompetenc, strokovnega kapitala. Vsi ti in morda še drugi parametri, ki zadevajo obravnavo revščine, se nanašajo na kompleksen preplet med različnimi zgodovinskimi akterji in družbenimi strukturami. Predvsem izpostavljam mednarodna razmerja moči, tržne mehanizme, družbene hierarhije in vrednostne sisteme. Močno se dotika tudi vprašanj socialne varnosti, socialne pravičnosti in človeškega dostojanstva, katerih pomen se je skozi zgodovinski čas precej spreminjal. Ta preplet pa je deležen le delnega vpogleda, če zremo nanj le skozi prizmo institucij in drugih top-down perspektiv, zato se mi zdi ključen tudi bottom-up pogled. Večina naštetih kategorij je, ukolikor jih vzamemo v pretres skozi sito časovnosti in prostorskosti, močno spremenljivih. Zaradi kompleksnosti teme in časovnih omejitev je moj poseg izrazito posplošen, v določenih delih hipotetičen, zato se v sklopu tega posveta nadejam novih spoznavnih uvidov in metodološko-konceptualnih priporočil. Za oris družbenih položajev tobačnega delavstva skozi različne politične okvire in dinamiko makroekonomskih kazalcev bom podala nekaj splošnih ugotovitev, ki jih bom nato podkrepila z opazovanjem nekaterih parametrov, kot jih pač bolj ali manj temeljito omogočajo dostopni viri in primerljive študije. Zaradi zelo raznovrstne poklicne sestave zaposlenih v tovarni bo glavna pozornost posvečena proizvodnemu delavstvu, ki ga je vseskozi sestavljalo okoli 3/4 ženske delovne sile.
Naj začnem s fotografijo, ki prikazuje kip tobačne delavke, postavljen ob praznovanju 100-letnice ustanovitve Tobačne tovarne v Ljubljani leta 1971. Izdelal ga je akademski kipar Dušan Tršar. Kot vidite, je dekle na njej bosopeto, oblečeno v preprosto obleko, kar na svoj način ponazarja socialno dimenzijo večine delavk, ki so delale v tovarni. Proizvodne delavke nikdar niso sodile med dobro situirane. Če si za večplastnost socialnega statusa sposodim 5 opisnih postavk Franceta Kresala, ki loči revščino, eksistencialni minimum, dostojno življenje, udobje in izobilje, bi ocenila, da so se tobačne delavke v celotnem obdobju obstoja tovarne gibale v prvih 2, morda v prvih 3 kategorijah. Proizvodno delo, ki je zajemalo različna delovišča v kompleksnem delovnem procesu izdelave tobačnih izdelkov, je bilo med najnižje ovrednotenimi deli v tovarni. Na slabšem so bili le še čistilke, vajenci in pomožni delavci ter svoj čas perice. Delovanje tovarne je namreč zahtevalo tudi raznolik angažma bolje plačanega tehničnega in upravnega kadra, katerih delež se je s tehnološko modernizacijo, razvojem organizacije dela in birokratizacijo vedno bolj krepil. Morda bi veljalo najprej izpostaviti pomen sindikalnega gibanja, ki predstavlja pomemben člen v usklanjevanju interesov med državo, delodajalci in delavstvom. V avstrijskem okviru je bilo doseženih precej delavskih pravic s področja socialnega varstva, ob tem, da so tobačne tovarne v okviru dunajskega monopola imele neuraden status socialnih podjetij. Tobačna tovarna je omogočala razmeroma stalno zaposlitev, varstvo za otroke, nadomestilo za bolovanje in z dopolnjenimi 35 leti delovne dobe tudi polno pokojnino. To seveda ni veljalo od začetkov same tobačne tovarne, ampak s sprejemanjem ustrezne zakonodaje. Po vstopu v novo državo, ki so jo močno določale politične in socialne krize, usklajevanja pravnih predpisov in težavna gospodarska stabilizacija, so bili sindikati po učinku manj uspešni, država pa je bila delavstvu manj naklonjena. Veliko je bilo stihijskega zaposlovanja, delež stalnih zaposlitev se je precej znižal, pokojnine so bile nizke, delovne inšpekcije pa so delovale predvsem na formalni ravni. Status delavstva se je precej izboljšal po drugi vojni, ko se je ob večanju socialne varnosti delavcem omogočilo tudi sodelovanje pri upravljanju in delitvi dobička. Z izgubo jugoslovanskega trga, privatizacijo in prestrukturiranjem v 90-ih letih pa je položaj delavstva spet začel padati. Na te notranje, sicer zelo dinamične makroekonomske smernice je vezano tudi spreminjanje družbenih položajev delavstva. Večina delavk je prihajala iz delavskega, kmečkega in polkmečkega okolja, nekaj tudi iz obrtniškega in storitvenega sektorja. Večji delež delavk je imelo može prav tako zaposlene v tobačni. Nasploh je bila stopnja poročenih med delavstvom kar visoka, gibala se je nad polovico v času monarhije, podoben delež pa je prikazan tudi v raziskovalni nalogi iz leta 1958. Najpogostejša starostna skupina delavk so bile ženske v višku rodne dobe, od 20 do 40 let, predstavljale so slabi 2/3 delavk, poseben delež pa je izkazan tudi za kasnejša leta. Delež mlajših delavk, torej od 14 do 20 let, je v času monarhije vse skozi padal, leta 1900 pa je še vedno znašal skoraj 1/5. Delež vdov je znašal skoraj 3%. Zanimiv pa je podatek, da je do leta 1914, ta podatek je priobčila Jasna Fišer, kar 34 delavk prenehalo delati šele v starosti nad 75 let, kar kaže na manko socialne varnosti za starejše, ki zopet ne vem, kdaj se je kakšni so časovno te deleži, ker je tudi zakonodaja se spreminjala, recimo leta 1988 je bil sprejet en zakon v okviru Habsburške monarhije in potem tudi verjetno se je malo ta delež spreminjal po tem letu.
Primerljive statistične analize za kasnejše dobe še niso izdelane, ocenjujem pa, da se je v vsakokratnem povojnem obdobju vsaj začasno povečal delež vdov in da se je skozi čas nižal delež mladoletnih in starejših delavcev. Kot kaže študija Jasne Fišer, ki je tematiko obravnavala do leta 1914, so bile proizvodne delavke ob vstopu v tobačno v največji meri v 96,4% nekvalificirane delavke. Viri kažejo na postopen porast kvalifikacijskih kompetenc, sploh z ozirom na visok nivo mobilnosti v okviru proizvodnega dela. Z mobilnostjo se je stopnja kvalificiranosti izboljševala, a je zaradi empiričnih mankov in metodoloških nejasnosti težko ugotoviti natančne deleže teh sprememb. Kvalificirani so bili zlasti moški delavci, ki so v času monarhije opravljali praktično vsa tehnična in administrativna dela ter zavzemali vodstvene funkcije. Za delavke je bilo v primerjavi z delavci značilno prejemanje nižjih dohodkov, pri čemer se zdi glavni razlog za razlike v plačah delitev dela po spolu, ki je za ženske pomenilo delo na slabše plačanih položajih. Razlika v plačah po spolu je sicer stalnica, značilna za vsa obdobja delovanja tovarne. Nizke plače, med katerimi so tobačne delavke imele nekoliko boljši položaj od drugih tovarniških delavk, denimo tekstilk, pa so te ženske spodbujale tudi k iskanju dodatnih virov zaslužka, denimo v gostinstvu, pri sezonskih opravilih, z oddajanjem bivalnih kapacitet in opravljanjem raznih storitev, denimo šivanje, pranje. Jakob Aleševec namiguje celo na prostitucijo. Izrazito spreminjanje se je dogajalo na ravni izobrazbene strukture zaposlenih, pri čemer je višja strokovna izobrazba načeloma pomenila možnost višjih dohodkov. Tu izpostavljam strokovno izobrazbo, ker so tiste, ki so končale meščanske šole ali pa gimnazije, bile v matičnih knjigah ovrednotene kot nižje strokovne osebe, ne glede na to, da so lahko imele boljšo izobrazbo formalno. Medtem ko matične knjige delavstva v času Habsburške monarhije ne izkazujejo izobrazbe delavstva, za kasnejše dobe velja, da so delavke v proizvodnji večinoma imele končanih le nekaj razredov osnovne šole. Od srede 30. let se je delokrog administrativnih del v tovarni povečal, uradništvo se je zlagoma feminiziralo. Čas socializma je beležil dobo rasti v izobraževanju. Izobrazbena stopnja zaposlenih žensk se je od druge polovice 20. stoletja dalje zlagoma višala in v izjemnih primerih dosegla tudi univerzitetno stopnjo. Tobačna tovarna je štipendijami in tečaji spodbujala strokovno izobraževanje svojih kadrov. Neprecedenčna je bila tudi socialna mobilnost znotraj tovarne. Kar nekaj je bilo napredovanj iz proizvodnje v administracijo. Veliko več žensk kot poprej je opravljalo vodstvene položaje, bodisi v proizvodnji ali v upravi, čeprav so položaj direktorja vseskozi zasedali moški. Viri za dobo rajnke Avstrije izkazujejo razlike v socialnem statusu tudi po etničnih parametrih. Predstavniki nemške skupnosti so zasedali večino vodstvenih in administrativnih funkcij ter tudi nekaj tehničnih, delavke pa so bile večinoma Slovenke. Etnično istovetenje je lahko izkazovalo zgolj simbolno pripadnost določene skupnosti. Tako je denimo Karl Lavrenčič, ki se je v začetku stoletja Štajerske preselil v stanovanje tobačne tovarne na Tržaški kot cesarsko-kraljevi vratar, v popisu leta 1910 navaja občevalni jezik nemški, v kasnejših popisih pa slovenski. V tej spremembi, ki bi na prvo žogo lahko izpadla kot nenačelna, se nemara izrisuje tudi večji družbeni ugled nemštva in posledično večanje socialnih možnosti. Etnični vidik po letu 1918 ni bil več tako izrazit faktor družbenih razlik. Seveda to bi še poudarila, da je v 60. letih, ko je v tobačno tovarno prispel kar znaten delež delavcev iz ostalih jugoslovanskih republik, je razvidno, da so imeli
pač je razvidno iz arhivskega gradiva, da so imeli v bistvu socialno precej nizek stanovanj, zlasti kar se tiče stanovanjske situacije. Stanovanjska situacija večine tovarniških delavk je bila sprva ob ustanovitvi tovarne precej neugodna, režijska stanovanja so bila dostopna le malo katerim. Če sledimo zapisom Aleševca iz leta 1876, so živele v res slabih bivališčih, v nekvalitetnih, vlažnih, temnih in prenaseljenih stanovanjih. Čas, ko je nastal njegov zapis, seveda ni simptomatičen za celotno dobo monarhije, saj se je splošni standard prebivalstva zlagoma izboljševal. Slavko Kremenšek v svoji analizi ugotavlja, da je leta 1900 večina tobačnih delavk, to pomeni 95%, živela v različnih najemniških razmerjih, pri čemer se izkazuje visok delež posteljašic ali prinočevalk, to je kar 10% vseh delavk je najelo samo posteljo. Stanovanjska problematika je bila pereča tudi v času po veliki vojni. Kresal izpostavlja veliko pomanjkanje poceni delavskih stanovanj v Ljubljani, čeprav je za slovenski prostor tedaj značilno stanovanjsko zadružništvo. Pred gospodarsko krizo se je z izgradnjo tipskih hišic pozidalo področje ob Tržaški in v Rožni dolini. Tu je živela nekaj tobačnih delavcev, večina pa je bila potisnjena v delavske kolonije. Ob koncu druge svetovne vojne je zopet kronično primanjkovalo stanovanj. Številna so bila poškodovana ali uničena. Kot številna podjetja je tudi tobačna začela z gradnjo stanovanj za zaposlene in s kreditiranjem svojih delavcev za gradnjo in prenovo stanovanj. Viri kažejo na počasno, a postopno izboljševanje bivalnih standardov za najrevnejše. Pri tem je zanimivo, da so bili tisti, ki so sodelovali v NOB, v prednosti glede na pravilnik o oddajanju stanovanj in dodeljevanju posojil za gradnjo stanovanj iz leta 1969. Ta vidik med drugim namiguje na to, kako močno je dediščina druge svetovne vojne določila povojne družbene hierarhije v SFRJ. Zelo zanimiv vidik za obravnavo socialnih problemov je družbeni odnos do mater samohranilk, med katerimi lahko prepoznavamo vdove, ločenke in nezakonske matere. Sploh slednje so bile v tradicionalnih skupnostih pogosto odrinjene na rob družbe, njihova obravnava pa odslikava vrednostno-moralne sisteme, ki so prav tako spremenljivi skozi čas. Ta odnos se med drugim kaže tudi skozi spremenljiv okvir socialne pomoči v tovarni, ki je bil do druge svetovne vojne večjemu delu samohranilk, izvzemši vdove, izrazito nenaklonjen. Iz zapisov v matičnih knjigah izhaja, da so otroške doklade do druge svetovne vojne dobivali le moški ali pa vdove in žene invalidov, medtem ko nezakonske matere ne. Ta vidik bi bilo potrebno raziskati še v luči zakonodaje. V času socializma so materam samohranilkam posvečali več pozornosti. Seje delavskih svetov občasno izpostavljajo te vidike in jih obravnavajo z večjo mero širokogrudnosti kot prej. Nezakonske matere so v času socializma imele manjšo stigmo in so lahko napredovale na vidnejša mesta delovne skupnosti, kar pa seveda ne pomeni, da so bile v splošnem socialno manj ogrožene. Iz kontur tega prispevka lahko sklenem, da je spremenljivost različnih vidikov, skozi katere lahko opazujemo odnos do revščine v mikrookolju tobačne tovarne, pravzaprav stalnica. Ne povsem predvidljivi in od številnih družbenih struktur so odvisni, pa so ritmi in časovnice teh sprememb, ki vselej ne odgovarjajo povsem spremembam političnih okvirjev. Spremembe je najlažje zasledovati v luči sprejemanja pravnih predpisov. Ti so v nekaterih ozirih hitreje, v drugih zopet počasneje sledili političnim spremembam in vrednostnim sistemom, ki jih je vsakokratno socialna elita vsaj deklarativno zagovarjala. Pogled od spodaj, ki ga danes nisem izdatneje vključila, kako pa pogosto izkazuje razkorak med predpisano zakonodajo in njeno implementacijo. Prav pogled od spodaj osvetljuje še en vidik fenomena revščine. To so strategije posameznikov za preseganje težkega socialnega položaja
ki nedvomno predstavlja intrigantno temo za zgodovinopisno raziskovanje. Tu so povednejši zlasti literarni viri, ustna pričevanja in drugi viri, ki razkrivajo kvalitete družbenih omrežij v luči raznih oblik solidarnosti in sodelovanja, tako v oblikah gmotne pomoči, kot tudi nematerialne pomoči na ravni informacij, nasvetov in spodbud. Tako se iz usporedja različnih virov izrišajo verižne delovne migracije, ki so temeljile na kroženju informacij med zaposlenimi in na novo zaposlenimi. Pokaže se tudi, da so bile stanodajalke podnajemnic in posteljašic pogosto tudi same zaposlene v tobačni. V luči revščine se izkristalizira eksistencialni pomen vrta, kokošnjaka, raznih oblik medsosedske pomoči, naturalnih menjav in dela na črno, ki so teže sledljivi po obstoječih arhivskih virih, ampak jih je dobro vzeti v ozir v zamišljanju preteklosti. V tej kompleksni obravnavi se mi zdijo pomembne konceptualne smerice novih študij dela, ki usmerjajo pozornost na interdisciplinarno obravnavo delavstva, širijo opazovališče izven delovnih mest v njihovo zasebno in intimno sfero, ter ne nazadnje v območje skupnosti, kjer je delavstvo živelo in delovalo. Če že delodajalci današnjega časa redko jemljajo v presojo pomenljivo ost znamenitega citata švicarskega pisatelja Maxa Frischa, želeli smo delavce, dobili pa ljudi, se mi zdi to neobhodna maksima za zgodovinarje in druge raziskovalce z področja humanistike in družboslovja. Hvala lepa. Hvala za zanimiv pogled na revščino s pomočjo študije primera.